vprašaj, preveri to ulico. Čekaj, če je težka noč, gledi v nebo, da ga čekaj. Dajmo se videti, dajmo se videti. Drage gledalke, cenjeni gledalci, dobrodošli v Metro podcastu. V njem se bomo danes posvetili predvsem električni mobilnosti. Velik poudarek bomo dali tudi vedno bolj popularni mikromobilnosti. Ta prinaša precej izzivov, ne le prometnih, ampak tudi takšnih, na katere najbrž na prvo žogo niti ne pomislite. In ravno zato imamo ob sebi 3 strokovnjake vsakega svojega področja, s katerimi bomo to tematiko, predvsem električne mobilnosti, dodobra obdelali. Tiste nevarnosti in težave, ki jih prinaša. Pa bom začel kar nasproti sebe. Andrej Brglez, dobrodošel, raziskovalec trajnostne mobilnosti in član Svetovnega sveta za mobilnost FIA. Lep pozdrav, živijo. Potem je tule ob meni dr. Aleš Jug, predsednik Slovenskega združenja za požarno varstvo. Lep pozdrav. Mislim, da smo s tem nazivom kar dovolj povedali, o čem bo predvsem tekla tematika. In pa ob meni tudi predstavnik zavarovalnice Triglav, Peter Jakopič, direktor premoženjskih zavarovanj. Lep pozdrav. Mislim, da imamo v sebi kar 3 prave ljudi za to tematiko. Andrej, bi začel z vami. Če pogledamo v domačo hišo, prostor, ki najbrž iz naslova, na katerega se obračamo danes, prinaša največ nevarnosti, je garaža. Garaža se je z leti in predvsem desetletji precej spreminjala. Je tako? Ja, predvsem je pa zanimiva tudi z vidika mobilnosti, ker če pomislimo, kako pomemben je vsak kvadraten meter, ne samo danes, ko je tako zelo drag, ampak ko je pravzaprav tudi včasih, ko se je hišo težko postavljalo in z težko prigaranimi novci vedno to gradilo, se je vedno naredilo še eno sobo za avto, In zanimivo je, v kontekstu tega, kako blizu smo spustili avto, tudi takrat, recimo, ko je bil samo bencinski ali dizelski, pa se o tem nismo kaj dosti spraševali, čeprav garaža, to boste zagotovo vi iz zavarovanskega vidika tudi vedeli, je prostor tudi za druge stvari, seveda za kosilnice, za gorivo, za marsikaj, In če pa postavimo to v sodoben kontekst, že ravno, ko se je mislilo, da avtomobili ne bodo več tako pomemben delež kvadratnih metrov v hiši odrezali se, ker so postali z množičnostjo seveda tudi bistveno bolj potrošno blago, in ko se je že računalo, da se bojo odstranili iz hiš ven, da se tudi novogradnje ne bojo več delale na ta način, da bi bile garaže da bi avto bil v hiši, ampak da je njegovo mesto zunaj, se pa pojavi elektromobilnost, pri kateri pa se je takoj ob začetku, ko so se prvi električni avtomobili pojavili, se je tudi v Sloveniji takoj reklo, mi smo pa kot narisani za električne avtomobile, zato ker imamo tako visok odstotek eno- ali dvostanovanjskih hiš, seveda z garažami, ker to ponuja drugačen način polnjenja tisti, ki je uporabniku najbolj blizu. Se pravi, da čez noč se baterija napolni in potem za vse dnevne potrebe človek ne uporablja javnih polnilnic. Tudi za omrežje je bilo to takrat zelo vizionarsko razmišljeno, da je to najboljša rešitev. Pa ni samo to, zdaj imamo polno teh električnih koles, skirojev sploh, tudi v blokih, v stanovanjih čisto k sebi jih prinesemo, Tako da v tem pogledu se je garaža, ko se je ravno začela poslavljati, postala spet zelo zanimiva. Prinaša pa to, kot bosta kolega povedala, pa popolnoma druge izzive zdaj v smislu tudi rabe garaže, ker prej si pač avto samo odložil tam, zdaj pa se tam nekaj dogaja, Ta proces polnjenja ni samo v avtu, ampak je pravzaprav na celotnem napeljavi hiše, In s tem, ker imamo mi recimo zelo visok fond hiš, ki so bili narejene v 70 letih, je bila takrat napeljava drugačna električna, ni bila mišljena za tako visoke porabnike. Tukaj prihajajo zdaj tudi nove rešitve v avtomobilski tehnologiji, pri katerih avto deluje kot hranilnik. Ni treba, da samo jemlje iz omrežja, lahko tudi vrača v omrežje električno energijo, če uporabnik to pač potrebuje. Tako da tukaj se dogaja zdaj nekaj drugega, in so tudi obremenitve velike in s tem tudi prihajajo pač neka tveganja.
Andrej je v tem uvodu naslovil kar nekaj zdaj ali ne, po katerih bomo šli skozi tale naš pogovor, pa bi morda, dr. Jug, za začetek poskušali malce razbijati mite. Ne? Zdaj, ko beremo javno mnenje, če posplošimo, ljudje ob električnih avtomobilih zelo pogosto, oziroma ena izmed prvih stvari, na katero pomislijo je, to bo zagorelo. Ja, Kako je s tem dejansko v praksi? Zelo tako na mestu vprašanje in ponavadi rečemo, da te avte delamo jim nekoliko krivice, ne, in nekoliko jih stigmatiziramo. Namreč, če bi videli in vedeli, koliko se proizvajalci trudijo, da na teh avtomobilih izboljšujejo varnost letno, potem bi seveda razumeli tudi tveganje nekoliko drugače. In pod nobenim pogojem ne smemo nekako v isti koš metati avtomobilov, ki jih poganjajo elektromotorji in pa baterije, ne, in pa recimo neke mikromobilnosti, recimo, kot so e-kolesa, e-skiroji, hoverboardi in tako naprej. Namreč standardi, ki jih imajo avtomobili, sploh sodobni avtomobili, recimo nekje od letnika 2020, 2021 naprej, so zelo rigorozni in tukaj beležimo, da je požarov tovrstnih avtomobilov izredno malo. Recimo, če bi pogledali recimo primerjave z avtomobili, ki jih poganjajo motorji z notranjim zgorevanjem, je to mogoče en majhen procent, mogoče recimo 3-4%, torej zelo malo teh požarov je. Ne? Je pa res, da vsak tak požar postane medijsko zelo odmeven. O tem se zelo hitro govori po družbenih omrežjih in tako naprej. Zdaj, kar se pa tiče pa mikromobilnosti, je pa zgodba povsem drugačna. Ne? Je pa dejansko nasprotje, ne, avtomobilov. Prvi nekak indici o tem, kaj se dogaja, so začeli v strokovnih krogih nekako prihajati, mogoče pred 3-4 leti, recimo iz predvsem večjih mest po svetu, ne, kjer je ogromno raznašalcev hrane, recimo, ki uporabljajo električna kolesa. Ne. Tam se je pokazalo, da so ta kolesa seveda zelo obremenjena, da se zelo pogosto ta kolesa tudi mogoče nekoliko mehansko poškodujejo, pri kakšnih padcih, poškodbah in tako naprej, da se pri teh kolesih menjajo baterije. Ne. In to so pa vse nekako tisti indikatorji, ki vodijo v neko tveganje, ki mu rečemo požarna varnost. Ne. Namreč govorimo o litij-ionski bateriji. Litij-ionska baterija ni nič novega, ne, ampak jo pa zdaj poznamo v teh mikromobilnih elementih, kot so kolesa, skiroji in tako naprej. Ne. In problem pri tej bateriji je, da je taka baterija, ko je mehansko poškodovana, lahko podvržena vžigu in to z taki zelo burni reakciji. Ne. V tej bateriji je elektrolit, ki je vnetljiv. So tudi litijeve soli, ki so dejansko oksidant, kar pomeni, da z vidika požarne varnosti, ne, imamo zadostno količino gorljive snovi, imamo kisik, ne, do vira vžiga pride pa lahko, ko se taka baterija mehansko poškoduje, recimo, ko se je s to napravo nekaj dogaja, recimo skironom pade na tla, recimo, ali pa ga mogoče nekdo, poskuša nekoliko predelati. Recimo vidimo tudi mladino, ki ima predvsem veliko teh skirojev, ne, ki poskuša na skiro kaj namestiti, recimo, ne, kakšen števc ali pa kakšen nosilček, ne, pa se tak skiro potem prevrta, pogosto je v balanci baterija in to je dovolj, da ta baterija gre v kemijsko reakcijo. Ne. Drug tak vzrok, ne, za to, da se ta reakcija zgodi, je pa, ko se baterija prepolni. Ne. Baterija se lahko prepolni, če smo recimo nek originalen polnilc, ne, kasneje zamenjali z nekim neoriginalnim polnilcem, ali pa recimo baterijo z neoriginalno baterijo. Ne. Potem je pa še en tretji tak element, če se pa taka baterija pregreje. Te baterije nekje tam pri cirka 70 stopinjah Celzija in nad, ne, postanejo nestabilne. Zdaj pa mogoče nekje v gorenju, ne, ko te baterije zagorijo, ne, zgorevajo s takim zelo intenzivnim plamenom. Plamen, mi mu rečemo plamen v obliki curka, ki ima lahko pri nekem skiroju recimo dolžino tudi mogoče meter in pol. Ne. In temperaturo nekje 1500 stopinj Celzija. Ne. Požarci rečemo in vemo, da se nekje večina gorljivih trdnih snovi vžiga pri cirka 250 stopinjah Celzija, ne, kar pomeni, da če se bo to zgodilo, ne, pomeni, da se bo okoli tega skiroja v glavnem vse vžgal. In imamo tudi že pri nas, ne, primere požarov, sam sem predstavnik gasilskih enot, ne, kjer se gasilci s takimi požari srečamo. Če bi pa recimo zdaj tale podcast snemali nekje v Londonu, ne, pa bi imeli recimo tle predstavnike londonskih gasilcev, bi pa rekli gasilci v Londonu, da imajo en tak požar na dan. Ne, požar vezan na kolo ali pa na skiro. Torej, to tveganje je veliko, ne, in z tega vidika je fajn, da se o teh stvarih pogovarjamo. Gospod Jakobič, vi zagotovo veste, koliko tovrstnih zahtevkov recimo pride zaradi kakšnih skirojev, koles in tega. Kako je s tem z vašega vidika pri nas? Ja, v bistvu lahko pritrdim, kar je dr. Jug rekel, da beležimo škode tudi zaradi teh požarov. Mogoče bi dodal to, kar je že Andrej omenil glede garaže. Mi tudi opažamo, ne samo, da ima nove vsebine, ne, garaže ljudje uporabljamo tudi za
kakšno tako popoldansko nepridobitno dejavnost, ne, kjer ljudje vse živo delajo po teh garažah, ne. To je en moment, drug moment je, da takrat, ko so bile garaže narejene, električna inštalacija ni bila namenjena polnjenju električnih avtov in tako, ne, pač ponavadi smo v garažo pripeljali stikalo pa eno luč, ne, pa vsi, ki smo imeli fiziko v srednji šoli, ne, mislimo, da znamo to pač nekako razpeljati, ne. Zdaj problem pri električnih inštalacijah je v tem, ne, da ti, ko nekaj predelaš, v resnici deluje, ne. Sam problem je takrat, ko pa tebe ni noter, ne, sploh, če se zadeve polnejo, pa pride do vžiga in ja, tudi mi obravnavamo te škode. Moram povedati pač, da glede na to, da je recimo pri avtomobilih še vedno delež električnih avtomobilov relativno nizek v voznem parku, ne, recimo mi imamo delež električnih avtov v našem portfelju manj kot 0,5%, ne, kar pomeni, da iz tega statističnega vidika težko danes rečemo, da so bolj problematični ali pa da sploh niso, ne, morate razumeti, da že ena velika škoda recimo na relativno majhnem segmentu, ne, ti lahko da nek zavajajoč podatek, ne. Recimo, če primerjam avtomobile, ki so gnani z klasičnimi motorji, bodisi dizelskimi ali pa bencinskimi, ne, Triglav je že 120 let na trgu, ne, kar pomeni, da imamo podatke stare več 10 let, ne, in za te klasične avtomobile imamo res šolsko zračunane verjetnosti, a ne, medtem ko te novodobne, a ne, avtomobili in skiroji, ne, so pa še vedno relativno v manjšem deležu, a ne, tako da verjetno, če nas boste čez 5 let spet povabili za tako mizo, mogoče bom lahko že kaj bolj statistično zanesljivega povedal, ampak v tem momentu pa, ja, se strinjam z dr. Jugom, da dodal bi to, no, da so te požari tudi medijsko bolj izpostavljeni, ne, ker recimo, če se vam bo en dizelski avto vnel v neki garaži, ne, težko, da boste to zasledili po kakšnih medijih, ne, medtem ko če se bo pa kakšen električni avto vžgal, ne, boste pa to brali, ne, tako da je tudi z tega vidika treba presojati to tveganje, ne. Pa je mogoče ta medijska popularnost, oziroma je mogoče pripisati temu, da dr. Jug, vi boste najbrž na to najbolje znal odgovoriti, ker ste že začel del na to temo, da je tak požar, ki nastane na bateriji, bodisi na električnem avtomobilu ali skiroju ali čemorkoli, precej težje pogasiti oziroma zamejiti, kot pa požar, ki bi nastal na klasičnem avtomobilu z notranjim zgorevanjem. Ja, zagotovo. Ravno prej smo govorili, ne, o teoriji gorenja in pa o tem, kako te baterije gorijo. Namreč na to, da imajo te baterije same kisik, ne, rabijo zelo veliko gasilnega medija. Zdaj, dober gasilni medij recimo je voda, ne, ampak če bi recimo, spet bomo šli nazaj na avtomobile, pogasili recimo avto, ki ima, ne vem, 2-litrski motor, recimo dizelski motor, ne, lahko z enim gasilnikom, ne, ki ima recimo 6 kg gasilnega medija, potem bi predmo avto, recimo, ki zagori, ki je na baterije, rabil 3, 4, 5 kubičnih metrov vode, ne. Rabimo enormne količine vode, kajti gorivo je treba, baterijo moramo ohladiti, ne. In baterija seveda je to tako narejena, da kljubuje vremenskim razmeram, kar pomeni, da je fajn zaprta, ne, in gasilo težko do baterije pride. Tako da to so te problemi, ne. Recimo taka, bom rekel, alarmantna informacija je prišla iz ZDA, mogoče tam enkrat konec poletja, ko je zagorel Teslin tovornjak, ne. Tesla dela tudi tovornjake. Nikola je ta, bom rekel, firma, kar je fajn povezava, Nikola Tesla, tako da nam je to dobro znano. In pri tem požaru so gasilci rabili 190 kubičnih metrov vode, so ta požar pogasili, ne. Tudi ta požar se je potem razvil naprej in šel v naravno okolje, kar je v Kaliforniji zelo hitro. Če zdaj damo neko primerjavo, ne, 190 kubičnih metrov vode je tam 72 gasilskih avtomobilov s cisterno, ne, se pravi enormne količine vode. To je ta težava, ne. Recimo, to težavo vidimo, nekateri deležniki recimo rešujejo na razne načine, recimo nekateri ladjarji zahtevajo, da avtomobili, ko na trajekt grejo, ne, govorimo o e-avtomobilih, ne, imajo baterije, ki so polne tam do 30-40% in to ima smisel, ne. Mi v bistvu vemo, da baterije nekje tam pod 50% polnitve so z vidika požarne varnosti veliko bolj varne, ne. Nekateri prepovedujejo recimo, ne, vstop tem avtomobilom v garažnih hiš in tako naprej. Tukaj je tudi en drug problem, da, kot je že prej rekel, ne, gospod zavarovalnice, imamo malo podatkov, ne, in tudi na osnovi teh podatkov, ki jih je zelo malo, pa niso tudi pogosto neverodostojni, težko neke predpise potem nekako postavljamo, ne. In nekatere države recimo zelo to omejujejo, nekatere malo manj. Recimo z vidika e-mobilnosti, ne, je bil tak zelo zanimiv ukrep, ne,
ki sicer je potem padel, kajti dosegel je bojkot, ne, v Manhattanu, v delu New Yorka, ne, kjer so se lastniki javnih stanovanj, ne, uprli, kajti zaradi velikega števila požarov, koles in pa skirov je prihajalo do velikih materialnih škod, ne, da seveda ne bo več dovoljen koles in skirojem tam polniti, ne, ampak seveda potem je bilo drugo vprašanje, kje ga pa lahko polnimo, ne, če ga pustim zunaj, mi ga bodo ukradli, kaj pa s tem narediti, ne. In tukaj je res, bom rekel, ena dilema in tudi, bom rekel, stroka se ukvarja s težavo, da imamo premalo nekih verodostojnih podatkov, predvsem pa statistike. Zdaj, če se ne motim, tudi v Sloveniji že obstaja prepoved polnjenja električnih skirojev v zaprtih prostorih. Prav, ne vem, lahko rečem temu ironično, elektrotehnična fakulteta je to Andrej se nasmiha, uvedla. Zakaj? Ne vem, zakaj oni, ampak oni verjetno najbolj švejo glede na to, da se z elektriko ukvarjajo. Eden celo v hodniku. Ja, to so pač že prve praktične ugotovitve, ampak mogoče bi jaz na nekaj drugega, kar sta oba omenila, ne? In to je ta strah, upravičen, neupravičen in pač neko manko nekih podatkov ali pa s tistimi, s katerimi danes že lahko operiramo. No, ti si omenil, ne, da 120 let nekih podatkov za eno vrsto, a ne. Takrat, ko je zavarovalnica začela zbirati podatke, je bilo ravno čas tudi, ko se je odločala, da bojo avtomobili šli na elektriko ali na bencin. In je zanimivo, a ne, takrat so električni avtomobili bili bistveno bolj varni, ne? So se manj vžgali, kot so se takrat vžigali bencinski, ki so se kar po tekočem traku, a ne. Še ena zanimivost, a ne, takrat je v bistvu eden od iracionalnih vzgibov, zakaj se je šlo na avtomobilski, na pogon z notranjim izgorevanjem, je, da je to za moške, ki pač so takrat opravljali z kompleksnim strojem, a ne, je bilo bistveno bolj privlačno, da je nekdo od spredi nekaj mehanskega naredil, pa da je potem se ropotal, pa da je vse to šlo, a ne. In se je električni avto že takrat, v tistem kontekstu, lahko iz časopisov vidimo, da se je smatral kot ženski avto, ne. In ker je bil takrat moški svet, a ne, je tudi šlo v to smer. Take iracionalnosti imamo ves čas, a ne. In tudi danes, a ne, ko ste omenili, pač recimo pri avtomobilih, ja, seveda mediji, ker je vse danes toliko mobilnost ni samo pri avtomobilih električna, kot smo ugotovili, še na res veliko drugih poljih, a ne, ampak pri avtomobilih je skoncentrirano pač ves ta medijski pozornost, ampak, a veste, sej ljudje sploh ne razmišljamo o tem, a ne, da vsi ameriški filmi ali pa akcijski filmi se avtomobili vžigajo kar po tekočem traku, ne, kar enkrat se prevrne, pa se vžge, pa vse bencinske črpalke, pa nimamo nobene težave na bencinsko črpalko, pa se z avtom peljati, pa imeti strah, da če se bomo zaleteli, da bo prišlo do vžiga, ne, ker ne pride, ker so avtomobili resnično tako narejeni, da so tehnično te težave rešene skozi stoletje razvoja, a ne, zdaj elektromobilnost imamo pa tukaj. In recimo zavarovalnica Triglav je naredila tudi zanimivo raziskavo v tem kontekstu, da je 1200 vprašanih reklo, da se ne počutijo, skoraj polovica jih je rekla, da se ne počutijo varno z vožnjo z električnim skirojem. Verjetno niso razmišljali o tem, da se bo vžgalo, so povezovali to z neko drugo nevarnostjo, verjetno padca in vse to, a ne, ampak vse to uporabljajo, kar pomeni, da mi uporabljamo električne naprave zaradi nekega drugega vzgiba, ali zato, ker je to cenejše prevozno sredstvo, mogoče zato, ker z njim hitreje pridemo, ali pa zato, ker je modno, a ne, sej elektromobilnost se je začela zaradi tega, ker je pomenila za neke early adopterje pač neko drugačno prevozno sredstvo. Noben se ni takrat sprašal, a bo to vžgalo ali se ne bo vžgalo, a ne. Zdaj pa sam še nazaj na to, kar je bilo prej omenjeno. Za nas v FII mi veliko standardov iz športa, tudi iz e-formule prenašamo v standardizacijo za avtomobilsko varnost. V našem konzorciju je tudi Euro NCAP trkov, tam se zelo izdatno to povečuje, tako da vse, kar se je naučilo na notranjem izgorevanju, vse varnostni elementi, jih mora tudi električni avto doseči. Kar mimogrede sploh ni enostavno, zato ker je avto bistveno težji. Ne, ljudje to pozabijo, ampak to je bistveno težji avto in če hoče recimo enak standard varnosti doseči pri trku, mora biti drugače zgrajen in vse ostalo. Ampak za varnost baterije mora biti enak standard. Ne. Kar nas pa v mikromobilnosti zelo skrbi, pa je, da ti standardi niso določeni za vse ostalo. Ne. Tako kot ste rekel, a ne, mi nimamo in mi si zdaj prizadevamo prek svojega evropskega biroja, da bi vsaj v Evropi veljali standardi za to, da bi ta mikromobilnost,
električna kolesa, skiroji, vse kar je, tega pa samo še več bo, a ne, da bi imeli vsaj osnovne 3 gradnike in to je teža, masa tega, hitrost in kakšna varnost je pač baterije. Da to se nek standard teh 3 stvari se doseže, ker so to ključne tako za v bistvu varnost, kot za tudi požarno varnost. Ne? Zdaj, večino teh električnih skirojev vemo, odkot pride, z Kitajske. Koliko je to dejansko regulirano, kontrolirano, ker priznam, da na cestah vidim na stotine različnih. To je najbrž zelo težko regulirati in imeti pod kontrolo, kaj vse pride po spletnih naročilih recimo. Težko seveda, da tak proizvod vstop na evropski trg, torej ima CE oznako, kar pomeni, da neke minimalne zahteve ima, ne. Ampak kot smo dejali prej, tle sta nekako 2 dejavnika. Eno je proizvod in drugo je potem uporaba tega proizvoda. Ne. Zdaj bom rekel, proizvod lahko tudi pride, seveda, povsem varen in kvaliteten. Ne. Uporabnik je potem tisti, ki pogosto predstavlja precej veliko tveganje. Torej uporabnik, kot smo dejali, ne, lahko tak proizvod modificira. Vemo, da mladi zelo pogosto skirojev jemljajo blokade, da grejo ti skiroji nekoliko hitreje. Ne. To pomeni lahko tudi pregrevanje baterije, kar lahko vodi v požar. In druga stvar potem poškodbe in ostali elementi. Ne. Mogoče recimo, če sam smem komentirati prej, ki ste rekel, torej ta prepoved, ne, polnitve skirojev v zaprtih prostorih. Ne. Zdaj, ne poznam tega recimo v elektrofakulteti, ampak je pa na nek način smiselno. Ne. Zdaj prej smo govorili o toplotnem pobegu baterije kot tem recimo fizikalno-kemijskem elementu, ko baterija nekako reagira. Ne. Takrat se sprosti tudi poleg plamena predtem velika količina dima. Ne. In ta dim lahko zelo vpliva na evakuacijo. Zaradi tega recimo tudi gasilci pogosto ljudem, ko delamo neke preventivne oglede objektov, rečemo, ne, če se le da, ne teh skirojev polniti recimo na hodnikih, ne, recimo sploh na hodnikih blokov, ne, ker prvič bo tak skiroj lahko povzročil nek sekundarni požar, bomo rekel, razširitev požara, in drugič bo lahko zadim v hodnik, kar pomeni, da bo to vplivalo na evakuacijo in na nekem recimo, v nekem objektu recimo, ki je kot zbirališče, kot neka fakulteta, je to verjetno povsem smiselen ukrep. Ne. Gospod Jakopič, ko smo ravno prišli do tega polnjenja na hodnikih in tako naprej, imate kakšen podatek, najbrž težko rečete procentualno, ampak koliko je kaj interesa za zavarovanje teh električnih skirojev in te mikromobilnosti? Ja, interes, mislim tako, načeloma po 2 linijah te stvari zavarujemo. Ne? Glede na to, da težimo k tej enostavnosti pa popolnosti, transparentnosti, ne, mi že ponavadi v te neke osnovne produkte stanovanjske recimo, ne, vključujemo kar precej teh rizikov, ki so povezani z mikromobilnostjo, ne. Za kakšne bolj specialne oblike teh prevoznih sredstev, predvsem tudi dražje, imamo pa prav pač poseben produkt za te stvari. Ne. Tako da ja, vidimo, da interes je, jasno, je skozi večji, ne. Predvsem recimo, kar se tiče električnih koles, naprimer, ne, je v bistvu ta razvoj že pred leti, ne vem, če se ne motim, recimo v Nemčiji, že pred skoraj 10 leti je število novo prodanih električnih koles preseglo število klasičnih koles. Ne. Tako da to, kar se tiče pri kolesih, je ta trend v bistvu že par korakov pred avtomobilskim pač svetom. Ne. Tako da, ampak pravim, pri električnih kolesih, to, kar sem že prej omenil, ne, pač zaradi samega, bom rekel, pomankanja statistike, lahko pa to povem, kaj mi vidimo pri škodah, ne v praksi, ne, da vedno, če pride do požara, v momentu, ko je nek človek zraven, ne, pa da ni to glih 5-letni otrok, naprimer, ne, je potem se ponavadi te zgodbe kar dobro končajo. Ne. Največji problem pri požarih je tam, ne, če pride do požara v času, ko nas ni doma. Ne. Recimo, ne vem, planinske koče, dobro, nima veze zdaj s tole okroglo mizo, ne, ampak vse škode, ki smo jih imeli na planinskih kočah, so bile totalke, ne, zato ker je do žiga prišlo izven sezone v četrtek dopoldne, ne, in prvi človek, ki je prišel mimo, je bil nedelo planinca, ne, in so lahko samo še pač za tako pogorišče poslikali. Ne. In podobno je pri teh stvarih, naprimer, ne, imamo tudi primere, ne, danes se pogovarjamo o avtomobilih, pač Andrej veliko ve v teh stvarih, tudi doktor Juk, ampak recimo, ne, lahko tudi omenimo polnjenje, ne vem, mobilnih telefonov, ne, prenosni računalniki, ne, glih prejšnji teden, naprimer, smo imeli vžig tazga prenosnika, ne, ampak sreče bil človek 2 metra stran, ki si je kavo kuhal, ne,
če bi šel pa mogoče, ne vem, teč za 2 ure, ne, vprašanje, kaj bi bilo. Tako da je, bom rekel, ta problematika ni specifična za avtomobile, ne, ampak še enkrat, ne, v tem več se govori o tem, zato ker so druge dileme tle v zadju, ne požarna varnost, ne, ampak hočem reči, da mi pa že odkar imamo prenosne računalnike pa telefone, v bistvu imamo to tveganje. Pri nas pa kljub temu vsi uporabljamo tako računalnike kot telefone. Tako da Človek se kar zamisli, ne? Potem pomislim, računalnik imam doma vedno vklopljen, v garaži polnem električno kolo, pa občasno tudi kakšen električen avto v garažo zapelje. Ja. Ampak takih strank nimamo radi. Ja. Ampak zavarovalnice je ponavadi v igri, ko je že, recimo temu narekovajih, prepozno. Ne? Zato se mi zdi prav, da se tu obrnemo malo tudi na preventivo, oziroma predvsem na preventivo. Zdaj, moj primer, kot sem rekel, ne, električno kolo polnem v garaži, zraven zelo blizu je lesena omara, to najbrž ni ravno doktor Jok optimalna varianta. Ne, in tukaj je bil odličen primer, ne, se pravi, ko smo prej govorili, človek je bil zraven, ne, in je lahko računalnik, ne vem, odnesel ven, dal, ne vem, v kopalno kad, zalil z vodo in tako naprej, ne. Torej, eden ključnih napotkov z vidika požarne preventive je, da te stvari polnimo, ko smo zraven, ko smo prisotni. To je stvar številka 1. Torej, če gremo mogoče še korak nazaj, ne, da seveda kupujemo stvari ali pa izdelke, seveda, ki, bom rekel, zahtevajo ali pa izpolnjujejo neke minimalne standarde, se pravi, vsaj CE oznako, ne, jih ne modificiramo, ne, in če opazimo kakršnokoli spremembo na samem proizvodu, recimo, ne vem, baterija je napihnjena, z baterije nekaj teče, baterija je vedno bolj vroča, ali pa kar nekaj je dobila ali pa zmanjšana moč na bateriji, pomeni, da se s tem nekaj dogaja, ne, in to rab nek strokovni pregled enega pooblaščenega serviserja. Tukaj ne bi bili, bom rekel, sami svoj mojster, ne, in to je pomembna stvar. Ne. Potem, če gremo naprej, seveda polnimo to pod nadzorom, kot smo že rekli, ne, polnimo nekje na neki varni razdalji. Prej smo recimo rekli, da je lahko ta plamen dolg tudi 1,5 metra, in predlog je nekje vsaj 1,5 metra od ostalih gorljivih snovi, se pravi sedežna garnitura, postelja, kot ste recimo rekel, kuhinjski elementi, zavese in tako naprej. Ne. Potem naslednji tak ukrep je, da imamo javljalnik. Ne. Se pravi, javljalnik je neka naprava, danes jih lahko kupimo v tehničnih trgovinah za recimo, ne vem, ranga 20 evrov, ne, ki bo odlično zaznala že ta prvi dim, ki nastane pri toplotnem pobegu baterije. In nas zelo dobro obvesti. Nekaj se dogaja, začne piskati. Javljalnik se dere ponavadi z jakostjo zvoka, ki presega 100 decibelov, tako da ga dobro slišimo. Ne. In tretji je potem imeti nek gasilnik ali pa recimo neko požarno odejo, ne, kajti zdaj gasilnik, in tukaj so običajno primerni gasilniki na tekoče medije, ne, recimo gasilniki na praške bo to težko pogasili, gasilniki na pline recimo še manj, ne, mora biti nek medij, ki bo odvzel toploto bateriji, ne, s tem lahko vsaj začetni ta požar pogasimo, ne, s požarno odejo pa lažje prijemo, pa nekaj odnesemo. Recimo, tudi gasilci poznamo primer, ko je oseba recimo to videla, zagrabila in vrgla skozi okno ven. Ne. In problem je, bom rekel, rešen, razen če ne vržeš, ne vem, na nekoga dol, ne, ali pa na nek avto, ali pa kaj takega. Ampak hočem reči, ne, ja, tako ne. Tako da je električno kolo. Ja, recimo, ja. Ja, mobilnost je okoli nas, ne, in teh baterij bo vedno več. In hočem reči, nekako s takim preventivnim obnašanjem menim, da lahko tveganja zelo zmanjšamo. Zdaj ne vem, če je zavarovalnici ta poseg bo vsem všeč, ne, ampak zagotovo bom rekel, je pa to pomemben element, ne, ki ga bom rekel tudi vem, recimo zavarovalnice vedno nekako promovirajo, torej preventiva, ne, varnost, ne, in tukaj mislim, da je to pomemben del. No. A lahko jaz nekaj vprašam? Ker imam že glih to priložnost, ampak če bi recimo, ne glede na tip stanovanja, ker rečeno, a ne, pri električnih avtomobilih se je to sprožil, ne, recimo skirojih pa ne, a ne, to vprašanje, ne, kaj bo zagorelo. Pa enako skozi mobilnost lahko vidimo, sej, ko so prišli avtomobili na plin, je bil tudi problem. Nekaj časa bilo zelo zanimivo energent, ne vem, kako je bilo pri vas, ampak plin je bil zanimiv energent nekaj časa, zdaj je zamrl, čeprav v resnici bi po mojem lahko bil še vedno zelo aktualen. Ja. No, ampak je recimo problem bil polnjenja, zato ker takrat, ko si ga dal polnco, so ljudje ustrašili, ker je naredili enkrat vmes, ne. Recimo podoben je tudi če gremo pogledati malo naprej, ena od velikih evropskih upanj je vodik. A ne? Je spet tako, ko vodikov avto polniš še tam polhane enih takih
fantom bi verjetno tehnično gledano bilo zanimivo, samo vse ostalo pa ni. In vam povem še en iracionalen primer svoj. Že ne 15, po mojem 20 let nazaj, smo testirali en vodikov avto v Berlinu in sem bil z inženirjem zraven, ker sva se pogovarjala, koliko je to zdaj to super narejeno, pa se nam je pa taksist tudi zadnji zaletel. V istem hipu smo oba ven šla iz avta in tekla stran, taksist je pa hodil okrog avta pa gledal, zakaj sta ta dva dobra človeka šla iz polnoma lepega novega avta. Zato je ker imaš neke pomisleke, ne. Kot rečeno, pri baterijah jih nimamo, kar se tiče avta, toliko. Kar je tudi, kot ste povedali, tudi v bistvu jih ni treba, da jih imamo, zato ker je reguliran in vse tako naprej. Ali bi bilo, moje vprašanje pa zdaj je, ker je teh drugih naprav, ki jih ali dnevno uporabljamo v mobilnosti, plus telefoni, plus računalnikov, bilo pameten, rezervirati v stanovanju ali pa v hiši nek prostor, pa to tja dati, da je vse skupaj na enem kupu, pa da ljudje nimamo tega, in v spalnici zraven glave in v ne vem kje, tako, da mogoče, ker ljudje smo zelo praktični, malo nas gleda, bom imel zdaj še gasilni doma, ali še to, ali še ono, ali tretjo, samo uporabljamo neko stvar, mogoče tak enostaven ukrep pa mogoče je, a lahko vse odložimo tam in kaj bi ta prostor bil pol? Da. To ne bi bil prostor, ki recimo je iz negorljivih materialov. Recimo, Kopalnica. Kopalnica, ja. Ne vem, če bo kdo ravno v kopalnici, recimo polno skiro, Prva stvar, ki mi je na pamet pada. Recimo, drugače pa recimo, torej, lahko recimo je neka shramba, recimo, ki, bom rekel, nima nekako veliko ostalih gorljivih snovi, in ima predvsem negorljive stene, se pravi beton, keramika, recimo v tem smislu kamen, to je nekako izhodišče. Zagotovo ne kakšen parket, recimo, ne kakšne lesene talne obloge. In tukaj je ideja, da se te stvari nekako polnijo skupaj in da so nekako ločene. In tudi, da v tem prostoru potem je neke vrste javljalnik. Saj danes se da lahko dobiti javljalnike, ki se vežejo na telefon, tako da danes tehnika omogoča domala vse. In to so, bom rekel, taki pomembni elementi, ki jih je mogoče dobro izpostaviti. Zdaj, vemo, da svet mobilnosti, predvsem avtomobilov, gre proti elektriki. Vse direktive, ki se nam obetajo, kažejo na to, da slej ko prej bomo vsi na električnih avtomobilih. To pomeni za večino ljudi namestitev domače polnilnice in tako naprej. Kakšna pa je tu recimo neka usmeritev, oziroma začnimo pri nevarnosti. Kakšni so nasveti, kako namestiti, kam namestiti to polnilnico? Ja. Za polnilnico obstajajo pa že predpisi. Torej, imamo smernico v Sloveniji in tukaj se tudi običajno priporoča, da se na objektu pojavi nek pooblaščeni inženir, recimo, požarne varnosti, ki naredi strokovno presojo. To bom rekel en tak, zelo dober predlog. Sploh recimo takrat, ko smo prej govorili, ko se to nekje namešča noter v garaži. Zdaj, v tako garažo bo zelo hitro prišel tudi hranilnik energije, na hišo bo prišla sončna elektrarna, in mi samo dodajamo neke elemente, ki so lahko tvegani. In to je nekako ta element. In tukaj vidimo zelo pogosto, da se ta pomemben dejavnik stroke pogosto ignorira oziroma se ga ne vključuje. Nekako se mi zdi ta pomen trajnostnega razvoja zagotovo, ki je pomemben, nekako prihiteva, se mi zdi, ne vem po katerem pasu, ampak pogosto se da premalo veljave stroki. In to vidimo ne samo požarci, recimo tudi ostala področja. Nekako, seveda, verjetno je to res pomemben in ni smiselno, ampak hočem reči, danes smo že kar nekaj teh tveganj identificirali, je pa tudi nevarno, sploh če se ne uporablja, kot bom rekel, bi se moralo uporabljati. Zdaj predvidevam, da največ teh spontanih ožigov je ravno med polnjenjem. Ja, tako je. Največ med polnjenjem, recimo prej, kot je Andrej že omenjal avtomobile, recimo, tudi pri avtomobilih je nekako to največji problem. Recimo, najredkeje zagori ravno baterija sama. Najpogosteje je to problem recimo nekih kabelskih povezav, recimo pregrevanja kabelskih inštalacij, in to je problem, recimo, ki so lahko na avtu ali pa bomo rekel med avtom in polnilnim mestom ali pa potem naprej, kar je še huje in pa bomo rekel bolj pogosto na objektu, ko mogoče niso varovalke prilagojene, inštalacija stara, da smo vse v tem danes že govorili. Tako da ja, to so te pomembni elementi. Pregrevanje je, tudi recimo vse, kot je bilo rečeno, malo primerov je recimo, da bi med vožnjo, recimo hitro vožnjo, prišlo do takega pretoka energije, da bi se to pregrevali. Pa tudi vedno boljše so, mislim, in sistemi hlajenja in to. Dejansko
če jaz prav razumem zdaj in statistiko, ki je na voljo, a ne, je dejansko v času, ko se pretok dogaja. Teh primerov je največ. Se pravi, ko ti črpaš od nekje ali nazaj vračaš, kar je pa verjetno ali doma ali od zunaj, a ne. Tudi ta primer z električnimi kolesi, London, recimo velika mesta, ali pa to so primeri. Mislim, to oni dnevno se s tem soočajo. Masovno. Tako da ni tako, da se bi zdaj rekel, da je tega tako malo. Ne. Ta statistika se zelo, zelo širi. Recimo je pa zanimiv primer, mislim, da je samo en, ko je na istem objektu sta zagorela v bistvu sočasno, ločeno, in avto z notranjim izgorevanjem in električni avto, kakšne so pravzaprav poškodbe na objektu bile v enem primeru in v drugem primeru. To je to, kar ste, mislim, si prej ravno rekel, a ne, da je ta užik in ta drugi del gorenja, ne, bistveno bolj intenziven, kar verjetno tudi v škodnem primeru pomeni. Zato sem prej rekel, a ne, a pospravimo to, ker to je pravzaprav tudi notebook verjetno na drugačen način sprosti in zagori in del traja, ne, to traja po 3, 4, 5 ur. Tukaj so potem recimo še nekateri drugi elementi tveganj, ne. Mi smo govorili tudi o telefonih, po računalnikih, ne. To, o čemer malo govorimo, so recimo razna domača orodja, ne, recimo baterijski vrtalnik in tako naprej, ki tudi imajo litij-ionske baterije, ne. In tukaj recimo tako priporočilo je, ne, če nam taka naprava pade na tla, ne, recimo, ne vem, zelo z lestve, ne, bi bilo dobro mogoče tudi osamiti, ne, dati, bom rekel, na neko, negorljivo podlago in opazovati, kaj se bo dogajalo z njo, ne, kajti lahko zagori, ne, in taki primeri so že bili, ne, recimo tudi v Sloveniji. Omenjali smo prej tudi sončne celice na strehi. Kako pa je, kakšen trend pa tu opažate? V bistvu, gledano od strehe do polnilnice, recimo. Ja, tega je vedno več, ne, v Sloveniji, tako da zdaj, kar se tiče samih sončnih celic, je zanimivo največja nevarnost, največ škod ni zaradi požarov, ampak zaradi toče, ne. Pač to verjetno logično ni toliko presenetljiv podatek za vas. Kar se tiče pa same varnosti, je pa tako, kot je že doktor Juk rekel, ne. Opažamo, da najšibkejši člen je vedno človek, ne, kar pomeni, da tehnologija je v redu, postopki, procesi so nekako v redu splanirani, ne. Problem je, če ti pol narediš nekaj po svoje, ne vem, se lotaš sam nekega popravila, sam posežeš, ko ne bi smel, ne. Tle opažamo, to je največkrat je vzrok požarov je ravno v tem v bistvu, ne, da človek nekaj mimo navodil za uporabo, če tako rečem, ne, poseže v te stvari, ne. Drugače pa prej, ko ste omenili preventivo, ne, ja, res je, ne, mi pridemo vedno, ko je že prepozno, ne, ker pač naša funkcija je, da povrnemo finančno škodo oziroma posledice ljudem, ki so pri nam zavarovanje sklenili, ne, ampak kar pa še ne pomeni, da nam je za preventivo malo mar, nasprotno, ne. V bistvu Zavarovalnica Triglav celo določen del svojih sredstev prav namenja konkretnim zavarovancem za neke investicije v neko preventivo, ne samo požarno, tudi drugo, ne, ampak največ tega je ravno pri požaru, a ne, se pravi, če imamo mi, ne vem, neko podjetje, smo zavarovali neko novo proizvodno linijo, ne, in če podjetje reče, ne vem, da bi investirala določena sredstva v požarno varnost, ne, je jasno to nam v interesu, a ne, zaradi tega, ker je veliko manjša verjetnost, da bo prišlo do škode, ne, oziroma ko pride do škode, je ta bistveno manjša, kot bi bila, če tega ne bi bilo, ne. Tako da v bistvu že nas poslovni model funkcionira tako, da nam je še kako mar tudi za preventivo, čeprav je tako, res, kad si rekel, da v bistvu mi pridemo ta zadnji. Še eno vprašanje na to temo, o kateri zdaj govorimo, posegi, človeški posegi, nepooblaščeni, recimo temu. Kako to upoštevate? Mislim, nasplošno pri vseh škodah velja, mi vedno škodo plačamo zavarovancu, ne. In če pa pol v fazi ugotavljanja, zakaj je prišlo do te škode, ne, do požara, ugotovimo, da je odgovornost za to, ker je, ne vem, nepooblaščen serviser posegel v napravo, to je sicer v praksi kar težko dokazati, ne, pa jasno ima vsaka zavarovalnica pravico to stvar registrirati, ne. Zdaj pri požarih lahko še to povem, ne, da mi praviloma pri vseh večjih požarih, ne, zdaj, če ti zagori olje na štedilniku, pa ga sam pogasiš, ne, pa je ob tem mogoče zamenjati
dve fronti iz Ikejne kuhne, a ne pol ne zahtevamo policijskega zapisnika. Ne. Drugače pa pri vseh večjih požarih, ne, sploh tam, ko je veliko materialne škode, ne, ali pa boh ne daj celo kakšne poškodbe na ljudeh, ne, pa vedno zahtevamo policijski zapisnik. Ne. In pol ponavadi policija že pač sama že ugotovi ali pa poizkuša ugotoviti vzroke za te požare, ne, velikokrat jasno ostanejo nepojasneni, a ne, pravim, te stvari je težko dokazati, če bi se pa izkazali, recimo, ne vem, če bi bil nek požar, ker je nekdo nestrokovno upravljal vroča dela, na primer, a ne, v tem primeru pa ima zavarovalnica pravico potem tako škodo terjati od tistega, ki je za katero je odgovoren oziroma čigar odgovornost je. Pa je tudi ta stavek lahko del preventive. Tudi, seveda, absolutno. Še ena stvar me zanima, brali smo v zadnjem času tudi o tovrstnih primerih, in sicer polnilnice pod zemljo v garažnih hišah. To je tudi recimo ena izmed takih stvari, ki bo najbrž vedno bolj prisotna. Kakšno tveganje, ne le za pač avtomobile, človeško varnost in vse, ampak tudi za vse tisto, kar je nad to garažo, predstavljajo to vrstne stvari. Ja, prej že Andrej rekel, zelo fajn komentar v bistvu, ne, da bom rekel, so te požari zelo intenzivni. Ne. Mi recimo opažamo, da te požari, se pravi e-vozil, ne, ko enkrat tak avto zagori, bolj poškodujejo objekte kot recimo avtomobili, ki imajo motorje z notranjim zgorevanjem. Gre predvsem za to, da ta požar traja dlje časa in zgoreva z višjo temperaturo. Tam običajno govorimo o tako imenovanem pokanju betona in to so lahko težave. Ne. Je treba tudi reči, da se v Sloveniji zdaj spreminjajo predpisi, torej pripravlja se nova smernica požarna varnost v stavbah, ki bo imela poudarek ravno tem, kar zdaj govorimo. Se pravi, večji poudarek bo na e-mobilnosti, večji poudarek bo na e-avtomobilih, sončnih elektrarnah, ne, in tukaj je verjetno za pričakovati, da bodo objekti, ki te polnilnice bodo imeli, ne, govorimo recimo parkirne garažne hiše, recimo podzemne, ne, verjetno morali imeti stabilne naprave za gašenje požarov, ki so se pa pokazale kot dober preventiven ukrep, ne, ki lahko torej ne pogasi avta, ne, ampak dejansko zmanjša možnost napredovanja požara na sosednje avtomobile. Recimo prej smo govorili o ukrepih, ki se grejo nekateri ladjarji, ne, recimo tudi tukaj so zahteve, nekako se mi zdi, bodo vedno bolj rigorozne. Ideja gre v to smer, da bodo tudi trajekti, novi trajekti, v bistvu vsi morali imeti naprave za gašenje požarov, ker se kaže, da recimo te naprave, te požare nekako res dobro nadzirajo. Kar bom rekel, pa mislim, da je edina pravilna stvar. Če zdaj povzamemo vse to, kar smo zajeli v tem podcastu, na take zadeve, o kateri smo zdaj govorili, kot posamezniki nimamo najbrž kaj dosti vpliva. Lahko pa veliko naredimo za varnost stvari, ki jih polnimo doma. Veliko staršev ima najbrž težavo z zahtevnimi otroki, ki želijo na vsak način imeti električen skiro. Kaj lahko recimo starši v tem primeru naredijo, da zmanjšajo kakršnokoli tveganje? Ja, zdaj požarci rečemo ponavadi, da se da več kot 95% požarov preprečati. Ne? Se pravi, tukaj je ta preventiva pomembna. Se smo danes že kar nekaj našteli. Torej zagotovo kupiti proizvod, lahko tudi rečemo nekako boljšega ali pa višjega cenovnega razreda. Tak proizvod bo, to kažejo tudi naše analize, bolj odporen za te poškodbe, o katerih smo govorili, se pravi, morebitne toplotne pobege baterij. To je seveda stvar ena. Ne? Potem pa, kot smo dejali, te stvari poln pod nadzorom, otroke v teh stvarih opozoriti, ne? Jim dati neke vrste navodil, ne? Da je to lahko nevarno za stanovanje, ne? Da seveda se lahko nekaj zgodi, da naj staršem povedo, če se s skirojem karkoli dogaja, da naj jih ne poškodujejo, ne vrtajo v njih in tako naprej. Ne? Z njimi le ravnajo z nekim občutkom, ne? To je taka pomembna stvar. Ne? Kot starši pa potem jaz bi zagotovo, tudi pri nas doma je recimo ta situacija, ne? Opremil prostor, kjer se to polni z javljalnikom, ne? In imel gasilnik. To je zagotovo, bom rekel, pomembna stvar. No, preden pa čisto zares zaključimo, glede na to, da smo vstopili v najbolj pisan, barvit, praznični mesec v letu, ki prinaša veliko daril, tudi električnih skirojev, tovrstnih naprav. Me zanima, morda decembra beležite kakšen porast zahtevkov, takih božičnih? Ja, res je, december je mesec z povišanimi škodnimi zahtevki zaradi požara.
Eden od razlogov so te pač dimniški požari, a ne, ki se takrat začnejo, pač, če zima že ni glih oktobra pri nas. Kot drugo pa ja, razne lučke na smrecah, tako kot smo že prej omenili, ne, se pravi, kaj bi jaz otrokom pač naročil, ne, da če ni nobenega doma, je treba lučke ugasniti na smreki, nikakor ne polniti ne telefonov, ne prenosnikov, ne. Najprej bi jim pa zabičal, da nikakor ne smejo posegati v elektroinštalacijo, ne. Tudi če so imeli Fisko 5 v srednji šoli, a ne, to še ne pomeni, da so strokovno usposobljeni, ker tako kot je že doktor Juk rekel, a ne, veliko večina požarov se da preprečati, a ne. Se pravi, ko delaš analizo po požaru, ne, vidiš, da je nek človeški faktor izpadel, a ne, kar pomeni, da se da preprečati. Izredno malo je požarov tipa samovžig, ko v bistvu rečeš, se je zgodilo, pa ne vemo zakaj. Tega je zelo malo. A to je zato, ker je oči pol delal, ker je imel Fisko 3. Mogoče. Doktor Juk, te lučke, ne, zdaj so zelo aktualne, tudi morda nekatere, bomo rekli v narekovajih, spornega porekla. Kako je s tem? Ja, več stvari tukaj je mogoče treba izpostaviti. Eno so seveda novoletne jelke, ne. Tukaj sta zdaj dve vrsti ponavadi, ena naravna, druga je plastična. Tiste plastične zdaj zadnja leta v glavnem so negorljive, ne. Tukaj je mogoče fajn pogledati, kaj na škatli piše. Starejše gorijo pravzaprav veliko bolj kot naravne jelke, ne. Zdaj pri naravni jelki je fajn to, da se to jelko vlaži. Zelo pogosto je od spodaj dati dobro daten tegelc ali pa en podstavek, kamor se naliva vodo in ta jelka bo tudi, če odrezana, še vedno vodo pila. Gre predvsem zato, da se te igelce na koncu vlažijo, ne. Igelce so odlično gorivo in ko enkrat sam pride recimo nek vir toplote, lahko je vžigalca, svečka ali pa lučka, ne, to zagori, rečemo kot smodnik in običajno rečemo nekje v 3 minutah je stanovanje v požaru, tako da z tega vidika imamo velik problem, ne. Lučke, ja, kot smo rekli že prej, ne, izklapljati, to je običajna stvar, ne, skrbeti, da so nekako ponovno nekih novejših datumov, da niso kakšne take zelo takimi tenkimi žičkami, ne, kar jih zelo pogosto vidimo, ne. Pa še en tak element, adventni venčki, ne. Adventni venčki imajo gor svečke, zelo lepa stvar, vse okej in prav, ne, ampak gasilci beležimo kar nekaj požarov v povezavi s tem. In to so ponovadi požari, ki so z manjšimi škodami, ne. Nekdo to opasi in potem nese ven, ne, ampak mora biti pod nadzorom, ne. Ko enkrat te svečke odgorijo in pridejo do igelc, ne, se bodo igelce vžgale. In to lahko zgoreva izredno hitro. Tudi pri nas se je že zgodilo, bom rekel, pri znancu gasilcu, da je zagorel, miza je bila seveda ožgana, večje škode ni bilo, ampak to so elementi, ki vodijo v tveganja, ne. In če recimo nas tukaj zraven ni, ne, je potem lahko hitro problem zelo velik. Ampak mogoče, če smem, nekaj prednja smreka zagori, bo mogoče tudi spodaj pod smreko kakšno darilo, a ne. In zdaj bo verjetno veliko telefonov, ne vem, tablic, e-skirojev, koles, električnih in tako naprej. Mislim, da tudi to, kar sem danes vajo poslušal, a ne, mi bomo mogli, ta svet bo baterijski, je že baterijski in bo baterijski in bomo verjetno mogli malo spremeniti odnos do tega razumevanja, da tukaj noter je nek zbiralnik neke energije, ki lahko pač tudi gre ven, a ne. In ko smo natočili bencin v avto, smo vedeli, da ne smeš zraven biti z ognjem pa tako naprej. Od tam naprej pa nisi več skrbel za to, samo na bencinski črpalki te je to nekoliko skrbel, pol ne več, a ne. Zdaj imamo pa to v žepu, pri sebi, ne vem, povsod. In mogoče je to priložnost, ko se bo že darilo dalo, ne, da se reče, lej, to je tudi baterija, no, baterija je lahko tudi nevarna, lej, smo se zmenili, da jo bomo pospravili. Odlično priporočilo, ja. In mislim, da je to tudi najboljši možen zaključek, ne, s tem Andrejevim nasvetom tega podcasta. Naj december ne bo se končal pri zavarovalnici. Enake želje vračam. Hvala vsem za tale obisk v podcastu in za tole izčrpno in tudi zelo, zelo poučno debato. Hvala za povabilo. Hvala lepa. Drsi za ročaj, preveri to ulico, čekaj. Če je težka noč, gledi v nebo, da ga čekaj. Dajmo se videti, dajmo se videti.